studiu zato lepo pozdravljam Jerneja Vrtovca, predsednika Nove Slovenije, Miho Kordiša, predsednika stranke Mi socialisti, Anžeta Logarja, predsednika stranke Demokrati, Anžeta Logarja in pa Dejana Kaloha, predsednika stranke Suvereni. Naj dodam še, da smo v studiu povabili tudi predsednika največje opozicijske stranke SDS, a se vabilu ni odzval. Stranka niti ni poslala drugega predstavnika vodstva. Gospod Janša je precej strahopeten človek, očitno, to smo lahko že večkrat videli do tega trenutka. Vzglasanje na Twitterju, na družabnih omrežjih, kjer širi sovražne komentarje, provocira in nasploh nič pametnega ne pove. Ko je treba pa polagati račune pred ljudmi, takrat se pa skrije in ga nikjer ni, tako je zmanjkal tudi danes v oddaji, ampak ne rabi skrbeti, se je poslal dva svoja podanika, enega na moji levi in drugega na moji desni. Meni je žal, da gospoda Janša ni tukaj, vendarle je zdaj četrtič pretendent za premierski položaj, bi po moje moral biti tudi, že zaradi tega, da bi kaj repliciral Golobu prej, mogoče pa tudi on pripravlja kakšno večerjo. Da so Dražgoše in obdobje 1941-45 temelj slovenske države. To ne drži. Temelj slovenske države je osamosvojitev Slovenije in odločitev slovenskega naroda na plebiscitu leta 1990, da bo živel v samostojni in suvereni državi. Ter vsi postopki potem demokratizacije. To, kar pa predsednik vlade pač izvaja že 4 leta, ne, in kar je danes potrjeval skozi vašo oddajo, ne, je zelo jasno sporočilo vsem ljudem, zakaj danes živimo slabše. Rezanje glav spomenikov prejšnjih. Ne, to je popolnoma neprimerno, to je nesprejemljivo za mene. In ravno to hočem povedati, a se res želimo vrniti nazaj naše, vaše, naši prazniki, vaši prazniki. Naj ljudje praznujejo tisto, kar želijo, naj pa hkrati ne zlorabljajo teh dogodkov ali pa teh spominov za svojo politično agendo. Zlorabila seveda tisto dejanje odrezane Titove glave. Jaz pravim, da spomeniki preteklega režima seveda sodijo v muzeje, tako se spravljati na te nekoč vidne politične osebnosti, pa nekomu je vseeno še v srcu, tako da to mi ni bilo vredo. Poved Janeza Janše, zaprtje pipic nevladnikom je dejal, napovedal, vsak se bo lahko znašel na listi za maščevanje, odgovarja predsednik vlade Golob. Ne razumem prav dobro, zakaj se moramo ukvarjati z frustracijami nekega tipa, ki že 30 let terorizira to državo, danes v studio se pa ne upa soočiti z državljankami in državljani in z morebitnimi kritikami. Sicer pa lahko na račun nevladnih organizacij povemo tudi naslednje. V ta paket sodi tudi Rimokatoliška cerkev in vse njeni sateliti. To popkovino bi pa morali prerezati. In da, mi socialisti bomo to prav gotovo storili, če le dobimo priložnost. Poleg tega pa lahko razmislimo tudi o zvišanju tistega dela dohodnine, ki ga namenjamo za nevladne organizacije. In so potem ljudje tisti, ki bodo odločili, komu naj gre naš denar, torej davkoplačevalski denar, in s tem zelo elegantno rešimo ta problem, pa tudi politikov maknemo iz tega odločanja, kdo je na pravi strani in kdo ni. V tem trenutku, pri izvajanju politik, komaj da še obstaja kakšna razlika med politikami vlade Roberta Goloba in tem, kaj govori parlamentarna desnica na čelu z gospodom Janezom Janša. Imamo pa še pred volitvami priložnost, da to popravimo. Vi ste sodelovali v tej vladi svoj čas. V čem se razlikujete od stranke Levica? Pri tem, da sem vztrajal pri programskih zavezah državljankam in državljanom. Zame je nesprejemljivo, da je država stopila na pot militarizma, da kupuje več orožja za NATO pakt, za ameriške vojne, ne za našo obrambo, kot je to nameravala storiti še prejšnja vlada, pa je bila prejšnja vlada desna. Ne igram nobenih zamer in politika zamerja ravno to, kar nas je pripeljalo do kamer nas je pripeljalo, ker so v bistvu praktično vsi nesposobni. Nezadovoljni. In da predsednik vlade sklicuje zdaj kosilo, kjer vabi onkraj svoje koalicije tudi nas, oziroma njih, socialiste in resnico, pomeni, da je v bistvu zelo nesuveren v njihovo politično pot za naprej. Da je antidemokrat, da mu gre samo za denar in za funkcije, to so vaše besede, gospod Kaloh o Logarju. Ja, jaz tudi nimam do Anžeta dobenih zamer, v končni fazi smo profesionalca, se pozdravljamo na parlamentarnih kosilih. Bila so mogoče različni pogledi na določene koncepte, ampak zdaj gremo vsak za svojo stranko. Meanwhile. Kar se tiče kosila, ne, ki ste ga omenili, zdaj po slišanem so se s predsednikom vlade
partnerji uspeli dogovoriti za termin. Verjamem pa, da se bojo skregali že to, kaj bo na meniju. Ne? Se pravi, tovrstna politika usklajevanja pred kamerami na način a priori izključevanja je simptom te vladajoče koalicije, ki jo vodi Robert Golob. Kar se pa tiče na desni sredini, okrog Nove Slovenije, skupaj z Ljudsko stranko in Fokusom, delamo ravno to, kar druge stranke samo govorijo. Se pravi, usklajujemo močno listo, ki bi pomenila ta razvojni preboj te države. Predsednik vlade Golob je že veliko stvari napovedal, pa potem vsakič prelagal svoje napovedi naprej. Ampak jaz ne vem, če se predsednik vlade sploh zaveda, kaj govori ob tej zdravstveni reformi, ki je njegova glavna reforma v celem mandatu in jo je Ustavno sodišče spodjedlo na temeljnem načelu. On pravi, da mu je že v redu, on pravi, ampak vsi vemo, da to ne drži. No? Vsi vemo, da to ne drži. Dosledno prepovedati zdravnike dvoživke, ki ustvarjajo čakalne vrste, omejiti koncesije, to se naredi na dolgi rok, ne, tega ne moreš iz danes na jutri, lahko pa ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in iz njega naredimo pravično, solidarno javno dajatev oziroma ga prevedemo v obvezno. To je pa ta zakon, ki ga imamo zdajle v postopku. Ne, tega nismo storili. To je primer tega polovičarstva. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni bilo ukinjeno, bilo je nacionalizirano, še vedno je pa ostalo nepošteno. In zdaj ti Blaž Brodnjak in čistilka na minimalni plači plačuje ta isti znesek. Ne? Mi pa predlagamo s svojim zakonom, da vsak prispeva po svojih zmožnostih proporcionalno in ja, tudi to je ena izmed točk, za katere želimo pridobiti podporo sredinskih strank. Podarek, ki ga je pred dnevi dal dr. Brecelj, opozoril je, da vas politike, glavni plejeri, ki imajo svoje lovke v zdravstvu, kupujejo prav zdaj pred volitvami, vam namenjajo denar za kampanjo in kasneje, če boste seveda prišli v vlado, bodo od vas pričakovali usluge. Koga prepoznate v teh izjavah? Mene ste pogledali. Zdaj, kolegi so bili zelo glasni pri korupciji, zelo so se potrudili. Zdaj, ko omenjate Breclja, vis-a-vis kolega Logarja, on je sam rekel, da takrat, ko je kolega Logar vodil KNF, Komisijo za nadzor javnih financ, je Breclj ocenil, da je tam kolega Logar odigral določeno umazano igro, ne vis-a-vis preiskovanemu Maranu. Jaz sem gospoda Breclja poklical in sem se oglasil pri njemu in sem ga vprašal, iz kje ta izjava sploh izhaja, in je rekel, da je to pač njegov občutek in da ga težko prepričamo nasprotnem, ampak kakšnega realnega dokaza za to pa ni bilo. Pisec našega programa na gospodarskem področju, Jože P. Damjan, je predlagal eno rešitev. 1000 bruto evrov za vse poklice, ki so nosilci naše socialne države, se pravi od predšolske vzgoje do učiteljev v osnovni šoli, srednji šoli, do policistov, gasilcev, zdravnikov. V naslednjih 3 letih vsem tem skupinam je potrebno zvišati plače, da bodo seveda imeli veselje do dela in da bomo tudi mi, uporabniki njihovih storitev, v končni fazi zadovoljni. Drži, da je Donald Trump nor, ampak žal Ursula von der Leyen in Kaja Kallas nista nič boljša. Nasploh se pa kaos v svetu in naraščanje tenzij ne dogaja zaradi psihologije tega ali onega voditelja, dogaja se zato, ker zahodni kapitalizem izgublja nadoblast nad preostankom sveta. Indija se postavlja na svoje noge, Kitajska, tudi Rusija se je osamosvojila in zato zahodni vozitelji želijo braniti privilegije svojih korporacij za vedno več orožja in vedno več militarizma. Slovenija v tem svetu si lahko povrne suverenost, lahko se postavi na svoje noge, če vpliv iz Zahoda, ki smo mu v tem trenutku neupravičeno v celoti podrejeni, pravzaprav smo vazalski, uravnotežimo z gospodarskim, diplomatskim in političnim povezovanjem z državami globalnega juga, na prvem mestu z Ljudsko republiko Kitajsko. Težko poslušam, da se je Rusija osamosvojila potem, ko je napadla brutalno svojo sosednjo državo Ukrajino. Tudi v politiki so določeni standardi, ki jih moramo nekako spoštovati. No? Ja, zdaj, če lahko nekdo reče, tri leve stranke, ki sestavljajo aktualno vlado in skozi ponavlja, da so to sredinske stranke, ok, to sprejmem. Ampak, če pa rečeš, da se je Rusija osamosvojila potem, ko je zagnala vojno, ko je članica, stalna članica varnostnega sveta. Kako naprej? Navznot. Sej, to je bistvo zdajšnje situacije. Tudi z lastno vojsko, evropsko? Tudi z lastno vojsko. V global političnem pogledu pa nisem pristaš Trumpove politike, ki je izrazito
ekspanzionistična, se pravi zasest drugo državo, odvleč tudi, ne, pa ne glede na to, kaj si misli o Madura, po tej logiki tudi lahko pride gospod Trump v Slovenijo pa enkrat našo predsednico spalače, ne, zdaj karikiram sicer, ne, to pa suvereni seveda ne zagovarjamo posegati v neke suverene države. To zdaj ni bilo, to zdaj res ni bilo v redu, ne. Lejte, Maduro je bil vodja narkokartela, pa tako naprej, Venezuela, narod tam trpi. Smo lahko tudi na nacionalni televiziji poslušali pogovor, ne, o tem, kakšen problem in kako trpi narod v Venezueli zaradi politike, ki jo vodil Maduro. Se vi sploh vidite, gospod Kordiš, v koaliciji ali boste tipična opozicijska stranka? S strankami politične sredine smo se pripravljeni pogovarjati, s kom drugim pa naj se, z skrajno desnico in njihovimi sateliti danes v studiu prav gotovo ne. Je bil to manever pred volitvami, da ste zamenjali vodstvo stranke? So bila stališča Mateja Tonina preveč podobna Ljudmili Novak? Ne, gledajte, v Novi Sloveniji gremo na te volitve skupaj povezani v to, da naredimo novo razvojno koalicijo, drugačno kot pa je vlada Roberta Goloba. Gre za prihodnost te države, zato to počnemo.